Lepo pozdravljeni na današnjem zadnjem webinarju, ki je namenjen predstavitvi novih gradiv za drugošolce. Sem Hema Vasle, urednica gradiv za matematiko in z veseljem vam sporočam, da smo včeraj v tiskarno oddali drugi del gradiv za matematiko in da jih boste že jutri lahko prelistali tudi na portalu učimte.com. Pred nami je sicer še naporen čas, da vam do novega šolskega leta pripravimo vse, kar smo vam obljubili, in vse, kar boste lahko uporabljali v prihodnjem šolskem letu pri pouku, če se odločite za delo z našim učnim kompletom. Tisti, ki ste že bili na kakšnih naših minutkah gradiva, že poznate in že veste, kaj vse učitelji in učenci dobite zraven. Za vse tiste, ki ste z nami prvič, pa bom na hitro ponovila, kaj vse prejmete. Pri snovanju gradiv smo bili zelo pozorni, da smo gradiva pripravili takšna, kot jih učenci potrebujejo. Tako vsebujejo veliko gibanja, igre, sodelovanja, ustvarjanja in razmišljanja. Tako bodo otroci pri učenju aktivni in med aktivnostjo se lažje učijo in tudi več zapomnijo. V učnem kompletu V učnem kompletu bodo učenci prejeli 2 samostojna delovna zvezka za slovenščino, 3 za matematiko in enega za spoznavanje okolja. Poleg tega bodo prejeli tudi kode za dostop do interaktivnih nalog na portalu učimse.com, ki lepo dopolnjujejo tiskana gradiva, in interaktivne različice delovnih zvezkov na portalu iUčbeniki.mk. Za lažje in bolj igrivo učenje pa dobijo 20 namiznih iger, 4 igralne figure in igralno kocko, prozorno mapo in flomaster piši briši, za delo pri matematiki pa še gradiva, s katerimi bodo matematične abstraktne pojme lažje spoznavali. Stotiški kvadrat, 2 številska trakova, karton s številkami do 10 in deseticami do 100 ter številsko okno. Učitelji pa poleg vsega tega, poleg kovčka, ki ga prejmejo učenci, prejmete tudi bralno knjižico Juhej že berem, igro 1001 zgodba, desetiške kocke in palčke za delo v parih ter celoletno naročnino na revijo Ciciban. Seveda pa prejmete tudi vi dostop do portala učimse.com, kjer boste lahko reševali naloge in spremljali, kako uspešni so pri reševanju učenci, in dostop do portala učimte.com, na katerem poleg interaktivnih različic samostojnih delovnih zvezkov prejmete tudi letne in dnevne učne priprave ter različne učne liste in druge stvari, ki vam bodo pri pouku prišle prav. Tako mislim, da bo delo s kompletom Moj Nande 2 v razredu zabavno in znanje, ki ga bodo učenci na ta način usvojili, res trajno. Zdaj pa vabim soavtorico učnih gradiv za matematiko, dr. Marino Rubelj, da vam pove, kako bo učenje matematike igrivo in uspešno. Vas pa vabim, da medtem ko Marina ali druge avtorice govorijo, v vprašanja ali v chat napišete svoje vprašanja, da vam bomo že med webinarjem odgovarjali na nje. Marina, izvoli. Hvala lepa, Hema. Lep pozdrav še z moje strani. Samo trenutek, da takole je v redu. Torej, ker vas je kar nekaj novih, tistih, ki gradiv še menda ne poznate, bi mogoče na začetku, predno se spustim v samo temo igranja med matematiko, na kratko malce prelistala drugi del za drugi razred. Torej, srednji 3 deli obstajajo za matematiko, prvi je že zunaj, tale je v tiskarni, in tretji bo šel vsak čas v tiskarno, tako da približno dobite občutek, kako izgledajo naša gradiva. Torej, naslov, potem pa ikona, ki pove, kaj bodo otroci pri posamezni nalogi morali delati, ponekod je kocka, kjer se igrajo, če morajo pisati, je svinčnik. No, če se malce premaknem navzdol, da dobimo občutek.
Zraven uporabljamo tudi material, ki ga je Hema že predstavila na kratko, recimo desetiške palčke in pa kocke, s katerimi predstavljajo potem števila do 100. In kot vidite, imamo vse v barvnih kodah, in sicer so desetice vedno modre, enice so zelene, tudi pri številih uporabljamo to barvno kodo. Nalog je veliko, ilustracije so prikupne, tako da upamo, da bodo otroci radi listali in reševali naloge v tem delovnem zvezku. Morda tukaj le omenim, v 2. razredu otroci tudi spoznavajo denar, vendar je za njih sami centi in evri in tako naprej imajo nekateri kar precej težav, zato imamo vzporedno uporabljamo še desetake in cekine. Desetaki, ki so vredni 10 cekinov, spet v barvah desetic in enic, s katerimi utrjujejo in delajo menjave, torej 10 enot za eno desetico, 10 enic za eno desetico, in na ta način dobijo to veščino, ki pa potem služi tudi pri seštevanju. Seveda se pa srečajo tudi s pravim denarjem, ki ga je v prilogi in ga se strižejo in potem lahko računajo tudi z njim. Tukaj se pravi, vidite, da je tudi precej nalog za reševanje, za utrjevanje, kjer imajo v barvni kodi račune zapisane, nekaj jih rešujejo direktno v delovni zvezek, medtem ko nekatere prepisujejo v klasičen zvezek in potem računajo. Na koncu večine poglavij so naloge, ki so nekoliko težje, imenujemo jih tremo orehe in so namenjene učencem, ki vse predhodne naloge hitro rešijo, da se potem ne dolgočasijo in imajo za izziv, da rešijo tudi takele orehe. Spodaj v spodnji vrstici je ena taka pasica, kjer je včasih kot številski trak služi, lahko jih uporabite, ponekod je prazen in jih učitelji uporabite in poveste, kaj naj v ta posamezna okenca vpišejo, lahko pa pustite prazna ali torej po vaši izbiri. V pripravah vam damo tudi nekaj idej, kako lahko to pasico zapolnite. No, takole so naloge, tako da boste približno dobili občutek, kako pisan je tale delovni zvezek. Na vsake toliko časa je preverjanje znanja. Pokaži Nandetu svoje znanje. Namreč Nande je figura, ki nas ves čas spremlja v tem delovnem zvezku, daje otrokom nasvete, jih spodbuja pri delu, no in takrat, ko kažejo, torej ko izvajamo preverjanje, pravimo, da naj Nandetu pokažejo svoje znanje. Na koncu delovnega zvezka pa so navodila za gibalne igre in dejavnosti, namreč mi smo zasnovali tako, da je v samostojnem delovnem zvezku pripravljena celotna šolska ura. Torej vse dejavnosti od uvodne motivacije pa do zaključka. Seveda vse naloge se ne rešujejo v delovni zvezek, nekatere so samo predlogi, kaj se lahko gremo, tudi ni nič za izpolnjevati, ker so potem starši slabe volje, če ne rešite vsega, in nekateri učitelji so rekli, se je kar preveč vsega, mi ponudimo, vi pa potem izberete tisto, kar pravzaprav želite izvajati. Nekateri imate že sami veliko idej za gibalne igre, za dejavnosti, ki jih delate vsako leto in jih boste lahko delali še naprej. Morda pa ponekod pridejo upoštev tudi naše ideje in tekom delovnega zvezka piše samo igrajte se igro, recimo katero obliko imam. Potem pa zadaj, to smo zdaj na 102. strani, pa imate navodilo za to igro.
Zakaj smo dali navodila v samostojni delovni zvezek in ne samo v priprave? Zato, da tudi starši se lahko igrajo določene igre skupaj z otrokom doma, da starši vidijo, dobijo tudi oni idejo, kako se lahko utrjujejo in vadijo matematiko. Tako da na kratko smo preleteli tale zvezek, da približno vidite, kako izgleda. Zdaj pa jaz imam pa namen danes posvetiti nekoliko več, predstavila bom nekoliko podrobneje te igre, ki so v samostojnem delovnem zvezku, ki jih predlagamo, da se lahko igrate z učenci in s tem utrjujete matematična znanja. Tekom samostojnega delovnega zvezka boste večkrat srečali takole ikono, ena superga je. In sicer je to ikona, ki pomeni nalogo z gibanjem. Ko otroci vstanejo iz svojih šolskih klopi, za svojih šolskih klopi in se gibajo, bodisi v razredu, lahko greste v telovadnico, lahko zunaj na igrišču, se z njimi igrate in zadaj, kot sem rekla, so pa navodila, kako se to igro izvaja. Mnenja smo, da, oziroma strokovnjaki pravijo, da če je aktivno telo, bolj ko je aktivno telo, bolj so aktivni tudi možgani. Če bomo samo sedeli v klopeh in vadili, bo učinkovitost učenja majhna. Če bomo aktivni, če bomo zraven poskočili, če se bomo zraven zaploskali, se bo znanje bolj utrdilo, bolj ponotranjilo in bo za daljše obdobje. Uporabljamo te naloge, mi imamo velikrat na začetku za uvodno motivacijo, predno začnemo z obravnavo nove snovi, lahko je za sprostitev po napornem računanju, kadar je pol strani nekih računov in samo računajo in vadijo, se vemo, pri matematiki je vaja zelo pomembna, vaja dela mojstra, če mojster dela vajo. Lahko pa potem, ko se utrudijo pri računanju, gremo na kakšno gibalno nalogo. Potem s tem tudi uprizarjamo življenjske situacije, ko se recimo igramo trgovino, kupujemo izdelke, potem številske, torej računske operacije lahko ponazarjamo z gibanjem, je pa to, gibalne naloge so pa tudi priložnost za šibkejše učence, ki se pri matematiki ponavadi ne izkažejo, ne štrlijo ven, kot rečemo, ne, pa lahko mogoče pri gibalni nalogi, ker so gibalno bolj spretni, se tudi tam oni pridejo na svoj račun. Če zdaj na kratko predstavim nekaj od teh nalog, recimo tale telefonček, verjetno ga vsi dobro poznate, torej v delovnem zvezku je nekje, igrajte se igro telefonček, zraven je ena slikca in če obrnemo zadaj na navodila za igranje, imate navodilo, ki ni namenjeno, da ga berejo učenci, preberete ga lahko učitelji in potem razložite nalogo ali pa starši doma, kot sem že prej omenila. No, tale telefonček je mišljen za ponavljanje števil do 20, že čisto na začetku šolskega leta na strani 4, v prvem delu. Otroci se postavijo v kolono, potem vodja, ponavadi je to učitelj, pokaže zadnjemu neko število in potem si na hrbet pišejo, torej zadnji svojemu predhodniku, potem predzadnji še enemu naprej, do prvega, ki pove, katero število je pripotovalo do njega, torej katero število je bilo zapisano na hrbet. Če imamo, seveda je potem v pripravah, so še podrobnejša navodila, če imamo učencev 20, potem bo ta telefonček zelo dolgo trajal, učenci se bodo začeli dolgočasiti, zato bodisi naredimo več telefončkov vzporedno, da je nekje 6 otrok v eni koloni, ali pa so eni opazovalci in opazujejo in kontrolirajo, vedo, katero število potuje in čakajo, katero število bo povedal prvi v vrsti. Recimo, to je en tak primer. Potem tale igra je primerna praktično skoraj pri vsaki snovi.
torej naslov igre je Telovadi naj tisti, ki. Tale konkretno je navodilo, kako naj telovadi tisti, ko utrjujemo dva pojma, predhodnik in naslednik števila. In sicer vodja, torej otroci vzamejo listke s številkami od 0 do 20, te številke so v prilogi, lahko jih ima več isto število, ker jih je verjetno v nekaterih razredih več učencev kot 20, in vodja pravi, počepne naj otrok s številom, ki je predhodnik števila 17, zaploska naj otrok s številom, ki je naslednik števila 12, poskoči naj tisti, ki je predhodnik števila 9 in tako naprej. Seveda ta navodila lahko primerno spreminjamo, lahko obravnavamo tudi pri kakšni drugi snovi. Zelo podobna je tale naloga, vstani, sedi. Tokrat učenci sami napišejo na list neko število od 20 do 100, potem pa vodja daje različna navodila. Recimo, vstane naj število, ki je večje od 30, vstane naj število, ki je manjše od 60, vstane naj število, ki ima 7 desetic. In tako naprej, pač učitelj v pripravah je potem teh navodil še bistveno več. Zdaj bi pa jaz vam pokazala en kratek filmček. V enem razredu so se tole že igrali in so nam posneli, tako da bomo, samo če bom jaz uspela tole zdaj deliti z vami, samo trenutek. Prosili smo enega učitelja, da je posnel tole vstanje, naj tisto, ki ima tako in drugačno število, in vam bom zavrtela. Mogoče se bo malce slabo slišali, ker ima učitelj masko, tudi učiteljice rade gledamo, ne, če kakšen učitelj kdaj uči, ne samo ženske, čeprav učitelji to naredijo res po moško, no, saj boste sami presodili, ko boste gledali. Zapišeš številko, ki je med 20 in 100. Torej, zamisliš število in ga napišiš na list. Ko si odložiš pisalo, si zapomniš število in primeš list v roko. Naslednje navodilo. Ostanejo vsi tisti, katerih število je večje od 50. Katero je tvoje število? 64. Super, to je res večje od 50. Tvoje? 80. Super. Sedite. Naslednja naloga. A se sliši tekst? Sliši, ja. Se sliši. Vsi tisti, katerih število ima več kot 4 enice. Več kot 4 enice. Koliko enic ima tvoje število? 7. Super. Koliko enic ima tvoje število? 3. Super, število 55. Zelo dobro. Sedite. Naslednja naloga. Ostanejo vsi tisti, katerih število je večje od 60 in manjše od 90. Katero število imaš? 89. Zelo dobro. Katero število imaš? 70. Zelo dobro. Sedite. Sedaj pa se pod mizo skrijejo vsi, ki imajo število manjše od 30. Manjše od 30. Pod mizo se skrijejo vsi, ki imajo število med 30 in 70. In pa pod mizo se skrijejo vsi, katerih število je večje ali enako 70 in manjše od 100. Katero število imaš ti? 70, rekel sem večje ali enako 70, kar pomeni, da 70 se tudi lahko
lahko skriješ pod mizo. To velja za oba. Takole, no, to je bil en filmček, bomo potem kasneje še pogledali. Takole, to je bila igra Vstani in sedi. Potem imamo recimo takrat, ko obravnavamo sklenjeno krivuljo, igrate se igro ples z vrvjo, se po trije razdelijo, imajo kolebnico ali vrv in pa vodja spet daje navodila, kot naprimer vsi trije morate biti znotraj sklenjene vrvi, eden naj bo zunaj, znotraj, dva pa zunaj sklenjene vrvi, ne smete biti ne zunaj, ne znotraj in tako naprej. Kot rečeno, v pripravah dobite še več navodil. Ali pa tale kipar, ko pri obravnavi geometrijskih likov izvajamo spet gibalno nalogo, kjer vodja da navodilo, da vsak sam naj oblikuje kvadrat, v paru oblikujta krog, štirje naj oblikujejo pravokotnik in otroci potem s telesi na svoj inovativen način oblikujejo posamezne geometrijske like. Priporočljivo je tudi, da učitelj naredi kakšno fotografijo, seveda samo za interno rabo, in potem recimo skupaj pogledajo tako fotografijo in ugotovijo, ali je res nastal pravokotnik, ali je res nastal krog, ali pa tale rišemo črte. No, tukaj je pri obravnavi presečišč, se razdelijo v skupine, ta je primerna za igranje bodisi v telovadnici, bodisi zunaj na igrišču, se razporedijo po različnih koncih igrišča te skupine, vsaka skupina si izbere eno smer hoje in hodi naravnost, zadnji v koloni pa riše sled svoje skupine, svoje poti in potem poiščejo mesta, kjer so se poti posameznih skupin sekale. In ta presečišča označijo na nek način. Tukaj je fino, če prepustimo otrokom, da spet svojo inovativnost pokažejo, svojo ustvarjalnost, kako bodo označili presečišča in potem se pogovorimo, katera oznaka presečišča je najboljša, je najbolj primerna. Kadar je navodilo kratko za tako igro, niti ni zadaj napisano, ampak je kar zraven naloge, recimo v koloni hodite po ravni poti, ko da vodja znak, začnite hoditi po vijugasti poti, ob znaku se potem pot spet zravna. Tukaj ravne krive črte utrjujemo. Ali pa tale, držite se za roke in potujte v koloni, ko zaslišite glasbo, sklenite krog in zaplešite kolo. Ko glasba preneha, razdrite krog. In potem pokažejo sklenjeno ravno črto, še s črto, kar so prej počeli s telesom. Tukaj se tudi Nande pojavi, ki da navodilo, kaj pravzaprav morajo narediti. V tretjem delu samostojnega delovnega zvezka, tam je pa veliko seštevanja, odštevanja do 100, tudi že priprava na deljenje, no ta delovni zvezek še ni v tiskarni, je pa že narejen, je pri recenzentih. Bi pa poudarila, zakaj sem jih naštevan tukaj, ker tudi pri računanju lahko uporabite gibalne naloge, ki jih predlagamo, in sicer verjetno dr. Rajoviča poznate, ste ga že kje slišali na kakšnem seminarju. On recimo zelo poudarja, da je treba te razne računske operacije tudi utrjevati z gibanjem, in sicer da učenci recimo, ko prištevajo, skačejo naprej, ko odštevajo, skačejo nazaj. Danes imajo sicer nekateri otroci težave pri motoriki, pri skakanju nazaj in tudi potem pri odštevanju. Menda je kar neka korelacija med tem. In pa priprava na deljenje, ko se fizično delimo predmete oziroma ko se otroci razdelijo, pa bi pokazala še dva filmčka, ki sta posneta v povezavi s tema dvema
dejavnostma. Samo trenutek. Bom tole. Najprej tale. Zdaj upam, da se bo zvok slišal, sam trenutek. Ja. Pa malce opazujte, kako otroci štejejo, ko skačejo nazaj in naprej, čeprav jim učitelj tega ne reče. Marina, ni zvoka. Je zvok, samo je zelo potihan, ker je snemano zunaj. A sploh ga ni nič? Ja, nekaj se sliši, ja. No, učitelj pravi +5 in pravi, če rečem plus, skačete naprej, če rečem minus, skačete nazaj. In če boste dobro poslušali, otroci začnejo sami šteti. Takole, to je bila tale, ko so skakali naprej in nazaj. Pa še zadnji filmček, potem pa zaključim. To je pa tale. Mogoče, če najprej na začetku razložim. Torej, zdaj pa je priprava na deljenje in sicer navodila so taka. Določimo nekaj učencev, ki predstavljajo rožice. In te rožice dajo roke takole gor in so rožice, potem pa ostali otroci jih naštejemo 12. Zdaj, če jih imamo v razredu več kot te 4 pa 12, to se pravi več kot 16, potem so ostali opazovalci oziroma sodniki, ki gledajo, ali je v redu in potem vajo lahko ponovimo še s tistimi učenci, ki so prej gledali. In sicer navodilo je, da rožice stojijo pri miru, čebelice pa letajo okrog in ko da učitelj povelje, se čebelice naberejo okrog rožic. In sicer mora vsaka rožica lahko sprejme samo 3 rožice, 3 čebelice. Torej 4 rožice, 12 čebelic, in vsaka lahko sprejme 3. Tukaj se morajo učenci tudi sodelovati med seboj, ker če se bodo vsi zagnali k isti rožici, bodo se morali potem kasneje razporediti. Tako da bom še tole pokazala. Samo moram še enkrat deliti, zato da zvok vključim. Aha, je vključen, dobro. Takole. Še te naslednje navodilo. Bom izbral zdajle 1, 2, 3, 4 rože, se postavite po prostoru in dajte roke tole na glavo, da se bo vedelo, da si roža in imej dovolj prostora. Ja? Dobro, naslednje navodilo. Kole, ti se še sem sediš. Imamo 12 čebelic. Naloga čebelic je, da se razporedite tako, da bo v vsaki roži enako število čebel. Mi pa to opazujemo. 3, 4, zdaj. Stop, se okamenite čebele. Preverimo mi, so se razporedili prav. Ja, koliko je čebel pri vsaki roži? 3. Kakšen bi bil račun? Žiga. 3 plus 3 plus 3 plus 3. Lahko bi tako rekli, ampak če imamo 12 čebel in 4 rože,
račun deljenja bi bil? Kdo ve? 12 deljeno za 4. 12 deljeno 4 je 3. Super, naslednja naloga. Čebele bodo še enkrat brenčale in naloga je, da grejo lahko samo na drug cvet. Na istem cvetu ne smejo več pristati. 3, 4, zdaj. Šta to pomeniš? So se čebele prav razporedile? Ja ali ne? Ne. Kako pa? So jih je kje preveč? Ja, preleti. Ja, pride ena čebela od tam še nekam. Jonatan poleti. Dobro, hvala lepa. Takole. Ja, mislim, da smo s tem zaključili. Torej, videli ste, je bilo zanimivo, kako so se igrali in razporejali, ne? Na koncu je bila ena napaka, so drugi opazili to napako in so potem popravili. Skratka, igra zunaj, otroci praktično niso vedeli, da trenirajo matematiko, je bila igra, so pa prišli do zanimivega zaključka. No, zanimivo je tudi, ko je vprašal učitelj, kako bi preverili, je nekdo sešteval, ste slišali, ne? 3 plus 3 plus 3 plus 3. Potem so pa povedali še račun deljenja, 12 deljeno 4 je 3. Tako. Hvala lepa, toliko z moje strani, pa veliko veselja pri uporabljanju matematičnega samostojnega delovnega zvezka. Marina, hvala za lepo predstavitev. Filmčki, ki jih je predstavila, bodo objavljeni na portalu učimte.com. Drugače pa, če imate še kakršnokoli vprašanje, nam pišite in bomo tudi vmes odgovarjali. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, jaz sem Aleksandra Lutar Ivanc, urednica za slovenščino, tako da nadaljujemo z slovenščino. Z mano je dr. Alenka Rot Vrhovec, avtorica koncepta in delovnih zvezkov Mojnande za slovenščino. Tisti, ki ste jo že poslušali, ste večinoma tudi že spoznali prvi del delovnega zvezka, ki smo ga že izdali in ga tudi lahko pogledate na portalu učimte.com. Danes pa bo Alenka predstavila vsebine za drugi del delovnega zvezka, ki se trenutno še dela in bo šel v tisk v mesecu maju. Tako da dobite občutek, preden seveda se lahko odločite za gradiva. In pa na koncu bova še predstavila koncept bralne knjižice, ki bo nadaljevanje prve bralne knjižice in kako bomo nadaljevali s branjem in bralno tehniko. Izvoli, Alenka. Pozdravljeni. Samo da pripravim. Vseeno se bom, glede na to, da ste z mano zdaj tu oziroma z nami, tudi taki, ki nas še niste poslušali, bi vseeno izpostavila nekaj značilnosti koncepta tega drugega delovnega zvezka, zato bom prikazala nekaj strani iz prvega dela, čeprav vem, da ga lahko že pogledate. Torej, osnova je bil učni načrt in tule je že letna razporeditev učnih ur za jezikovni in književni pouk, tako da si morate predstavljati, ko bomo gledali, še posebej, ko si bomo gledali načrt za drugo polletje, da vmes pridejo ure književnega pouka, da potem so vmes tudi ure za ponavljanje in utrjevanje, da ni vse skupaj preveč nagneteno. Kazalo nakazuje, barve nakazujejo mesece, verjetno včasih se bo zgodilo seveda, da bo kakšna tema se prestavila zaradi teh ali onih okoliščin oziroma morda kakšnih nepredvidenih situacij, potem tudi v drugi mesec, ampak približno tako so razporejene teme, da naj bi v enem mesecu ob upoštevanju, da imate lahko kak dan dejavnosti, vendarle nekako tako bile predelane.
Zdaj, začetek se začne z velikimi tiskanimi črkami, ponavljanjem, utrjevanjem, torej do konca meseca oktobra. Zdaj, tu je potrebna individualizacija, nekateri učenci bodo prišli v drugi razred z dobrim predznanjem, nekateri z nekoliko slabšim in seveda je ta čas, ta mesec namenjen temu, da se vrzeli kolikor toliko pokrpajo, vsaj pri tistih učencih, ki niso uspeli v prvem razredu niso pridobili vsega znanja tako, kot bi si želeli. Tukaj so v tem prvem mesecu pripravljene različne vaje za razvijanje besedišče in predvsem pa temu, da se utrjujejo velike tiskane črke. Potem se obravnava celotno abecedo, da učenci poznajo abecedo, da jo znajo povedati. Ves čas pa spodaj do obravnave malih tiskanih črk potekajo oziroma so grafomotorične vaje, da bo potem, ko boste enkrat začeli obravnavati male tiskane črke, da se bodo učenci ukvarjali z vsebino, torej s črko, kako izgleda, ne pa s tem, kako jo bo zapisal v smislu tega, da neke poteze ne bo znal napisati in se bo s tem mučil, namesto da bi se ukvarjal samo vsebino, katera črka je katera. Pri temah je vedno kako krajše ali malo daljše besedilo, tako da učenci sproti berejo z razumevanjem in tudi na tak način to utrjujejo, ponavljajo velike tiskane črke. Teme so ponavadi za 1 uro največ na 2 straneh, tudi potem boste videli pri obravnavi črk, ni tega preveč, zato da bodo otroci pisali v zvezek. In so pa naloge narejene tako, da lahko delo diferencirate, ne glede na to, da teh navodil tule ni, bodo po sami pripravi, da lahko vi neko nalogo, neko stran prilagodite na 3 ravneh, učencem na 3 ravneh. In večkrat boste imeli napisano takole ikono sodelovanja, kar pomeni, če morda učenci, ta generacija nima dobro razvite bralne zmožnosti, potem si tu pomagajo tako, da eden v paru prebere eno poved, drugo, spet se izmenjata, da prebereta to celotno besedilo, na primer. Vsak mesec je na koncu meseca tema Pokaži Nandetu svoje znanje od septembra do junija z namenom, da se preveri, kaj so učenci in koliko so učenci usvojili znanja v določenem mesecu. Tu vedno se preveri besedišče in pa tvorjenje krajšega besedila ali povedi, to, kar je pravzaprav cilj slovenščine, tvorjenje, ne prepisovanje, ne pisanje po nareku, temveč tvorjenje samostojnih povedi oziroma besedil. Obravnava malih tiskanih črk se začne potem meseca oktobra in to je ta vrstni red. Izbira oziroma vrstni red črk obravnave je odvisen od orientacije in pa pogostosti samih črk, torej črke, ki so podobne velikim tiskanim, potem pa potem zaporedijo naprej. Črke, ki gredo gor v krošnjo, segajo celoten medčrtni prostor in pa potem črke, ki gredo navzdol v klet oziroma koreninam dreves. Tipična stran obravnave male tiskane črke, torej branje z razumevanjem, torej ni tisto prvo pisanje, ampak najprej otrok vizualno zaznava črko in jo prepozna, potem pa jo zapiše in pišejo v besedi, piše in bere povedi in potem poznajo, ko je malo več črk, tudi besedilo. Z malimi tiskanimi črkami pa s to obravnavo pa se začnejo spodaj v spodnji pasici grafomotorične vaje za pripravo pisanih črk.
Vemo, da učenec motorike ne razvije od danes na jutri, da so sama povezava in vlečenje, enakomerno vlečenje roke je zahtevna zadeva in zopet z namenom, da potem, ko enkrat začne pisati pisane črke, da se ne ukvarja s tem enakomernim gibanjem in pa vlečenjem nekih potez, ampak samo črko so namenjene te vaje, niso narejene čez celotno dolžino papirja, ampak približno tako, kot je dolga oziroma toliko časa, kolikor mora otrok vleči roko v desno pri eni slovenski besedi, naprimer, nekako tako dolgi, kot je to okence. Vsak mesec od septembra do junija v vsakem mesecu je ena tema opisovalno besedilo. Naprimer, tu je za en primer skutne zlevanke, opis postopka, slikovni del in taka stran oziroma taka tema je namenjena potem tudi govorjenju. Lahko je to tudi spodbuda, osnova, zgled za govorni nastop. Potem imamo še en primer tiskanih črk. Spoznavajo ne samo ta G, ki ga sami zapisujejo, temveč tudi tiskalski G, da jih ne preseneti. So zanimive naloge, raznovrstne naloge, zato da se otrok ne dolgočasi. Tule v tem primeru je malo šaljiva naloga, ko mora učenec črko spremeniti, da dobi potem smiselno besedilo oziroma smiselno besedo in tudi potem smiselno besedilo. Mogoče še to. Tule vidite že poudarek pri vseh teh, ko enkrat začnemo obravnavati oziroma boste začeli obravnavati male tiskane črke, je velika tiskana črka oziroma te osnove pravopisne zmožnosti, osnovne pravopisna pravila so izražena od samega začetka, da se ve, da se imena, naprimer, in mimogrede usvajamo in utrjujemo tudi te osnovna pravopisna pravila. Potem je vsak mesec ena tema namenjena poslušanju. Vi veste, da mora biti uravnoteženo obravnava vseh 4 spremljevalnih dejavnosti, govorjenja, branja, pisanja in poslušanja. Poslušanje je ponavadi še najbolj zapostavljeno, zato je vsak mesec ena tema namenjena poslušanju in potem v povezavi z njo seveda naloge, ki jih učenec reši. Ob njej vedno spoznavajo tudi kakšne zahtevnejše besede, ki jih morda niti ne poznajo še, pa so potem slikovno podprte takole z nalogami, zato da pri vsakem besedilu otrok širi tudi besedišče. Poleg teh besedil je tudi nekaj jezikovnih tem, kljub temu, da se vmes seveda izpostavimo kako tako jezikovno prvino, imamo še posebne teme, malo zaradi predaha pri obravnavi, med obravnavo 2 črk, malo pa tudi zato, da počasi pripravljamo teren za 3. razred. Tako da naloge so preproste, izhodišče je vedno neka slika, otrok opazuje, potem pa sledijo naloge. Pri takih temah bo potem pripravi tudi kakšna igra, zato da se bo na tak način ta tema nekako izvajala oziroma izvedla in da bodo učenci neke osnovne to znanje dobili tudi že v 2. razredu, čeprav je 2. razred, glede na to, da je res veliko tem, samo če pogledamo obravnavo malih tiskanih črk in pa pisanih črk zelo veliko in da je res temelj to obravnavo malih tiskanih črk in pa
pisanih črk. Vemo, da do konca 2. razreda morajo učenci obvladati pisanje in pa branje s tiskanimi črkami, zato je tu ta teža, pa potem bodo te jezikovne teme poudarjene bolj v 3. razredu osnovne šole, oziroma v 3. delovnem zvezku. Potem v 3. razredu. No, tule imate eno tako malo daljše besedilo, ki smo ga razbili to zgoščeno s sličicami, zato da se učenec lažje prebije skozi besedilo in zopet to sodelovalno delo, da učenci, da si pomagajo, da preberejo en del, eden, drugi del, drugi, lahko se tudi tako, imate lahko tudi tako dejavnost, da eden se naprej pripravi za polovico besedila, drugi za polovico in potem skupaj drug drugemu prebereta to besedilo. Ali pa, če boste to delali frontalno ali v zaporedju, kakor boste želeli. Torej, besedilo, ki ga bodo potem učenci tudi lahko vadili za branje, za razvijanje tekočnosti branja. Je pa pomembno to, zakaj so tudi taka besedila, zato da ima učenec zgled, ob katerem lahko sam na podoben način pripravi besedilo za govorno nastopanje. Ne, da mečemo otroke v morje, ne, da bi jim dali eno oporo, obroč, da se ne bi potopil. Torej, da mu damo oporo, zato so ta besedila tu malo daljša. Priloge so slikovne, pa potem tudi besedila za poslušanje so vsa napisana zadaj, da jih ni treba iskati, pa tudi zato, da potem starši vidijo, kako besedilo ste prebrali in kako so rešili učenci oziroma otroci, njihovi otroci naloge. Dodane so tudi sličice, s katerimi lahko počnete karkoli želite, lahko si učenec sam izbere nekaj sličic, pa naredi zgodbo, lahko pa poimenuje, morda vzame, morda samo eno sličico izbere, pa potem vleče ven in poimenuje, torej razvija besedišče, poimenuje, kaj je narisano, ali pa naprimer lahko povzame spet drugo in piše manjšalnice, naprimer, torej se da marsikaj narediti. Na platnicah so tiskane črke v prvem delu, v drugem delu pisane črke in te platnice lahko izkoristite za didaktične igre, za utrjevanje črk, za ponavljanje črk, da morda vzamejo radirko, postavi radirko na M ali na N ali kaj takega, če imate pa slikovno črkovno stavnico, pa potem izkoristite recimo to stran za to, da gor polagajo naprimer velike tiskane črke ali pa na to stran male tiskane črke. Zdaj, v drugem delu pa z drugim delom se začne obravnava pisanih črk in sicer sočasno obravnava velike in male pisane črke. Sama sem, ko sem še poučevala v šoli, to delala, hkrati opismenjevala s pisanimi črkami in moram reči, da je bilo veliko manj težav, učenci so manj je bilo teh interferenc vnašanja med pisane črke, tiskane črke, kot pa takrat, ko sem obravnavala najprej male pisane črke, pa potem velike pisane črke. Tako da tisti, ki tega morda do zdaj ne delate, nič se bati, bodite pogumni, učencem to zares ni težko, ker enostavno vedo, tista ena omara je omara s tiskanimi črkami, druga omara je omara s pisanimi črkami in tega mešanja ni. In jim je to lažje. Obravnava se največ takole 4 črke oziroma 2 črki, dobro, velika in mala pisana potem v enem tednu, v tem zaporedju. Zopet gre za neko premišljeno zaporedje, zato da se bo tudi bralo, da se malo upošteva pogostost črk, da se upošteva tudi zahtevnost samih potez, pa tudi podobnost zapisa določenih črk. To je ena taka tipična stran, A bo sicer tule je napisan na okroglo, ampak bo imel konico, torej
tipična stran, izhodišče, otrokovo izhodišče obravnava, torej te pisanih črk so tiskane črke. Otrok pozna tiskane črke in lažje potem prikliče pisano črko, zato ker je samo malo bolj okrašena, kot je tiskana črka in mu je to lažje. Zdaj, pisalo se bo potem črke, torej zopet bo slikopis oziroma sličice in branje z razumevanjem, potem pa v tem primeru, glede na to, da so to prvi dve črki, so črke, ki jih učenci še ne poznajo zapisane, oni učenci pa vseeno že vedo, kako se primejo te črke z drugimi črkami skupaj. Pomembna je sploh ta vezava tule, ko gre O naprej v naslednjo črko, ali pa tule ta vezava OA, ki jo je treba izpiliti, preden pišejo v zvezek. No, in če se zdaj pogledamo ta drugi delovni zvezek, kako je konceptualno zasnovan. Tule imate število predvidenih ur za vsako temo, tu imate teme in pa cilje oziroma opis, ker se z naslova vedno ne vidi, zakaj gre. Vmes so tudi ure, naprimer ocenjevanje te ure, ura je načrtovana, vendar pa v delovnem zvezku ne bo učne vsebine. Tule imate približno 17 ur je predvidenih naprimer za januar in boste videli, tu konec januarja vidite, da se začnejo obravnava pisanih črk in potem imate, če pogledate tule, bralne vaje, ker so se naučili že vse male tiskane črke, pa potem imate opis, pa imate branje, pa imate poslušanje in imate pripovedovalno besedilo, tako kot sem že prej omenila. Pa potem, se opravičujem, februar, torej krajši mesec, 12 ur, nadaljujete obravnavo pisanih črk, pa zopet poslušanje, pa malo kakšna jezikovna tema vmes. In tu sicer zgleda vse zelo zgoščeno, ampak morate vedeti, da tu vmes boste dobili na spletu objavljen predlagan predlog za umestitev tudi književnega pouka tule vmes. In tule imate februarja potem zopet poslušanje, zopet pripovedovanje, zopet branje z razumevanjem. Torej, to je načrtovano, premišljeno vsak mesec. Ne, da se v enem mesecu veliko govora nastopa oziroma govori, potem pa nekaj mesecev nič, pa se morda piše, pa spet je premor. Torej, da je konstantno to, pa tudi zato, da otrok, naprimer, ko imate pripovedovalno besedilo, naprimer, da ga morajo pisati, da imate vi čas to popraviti, da otrok dobi povratne informacije, da vi naredite neko kratko analizo pogostih napak, zato da se te napake ne ponavljajo. In zopet drugi mesec, spet pisanje, branje, poslušanje, tako kot vidite tule, opisovalno besedilo, pripovedovalno besedilo, branje z razumevanjem, tule je ocenjevanje sicer, in potem na koncu meseca vedno tudi pokaže svoje znanje. Pa potem april zopet, poslušanje, pisanje, branje, torej pripoved, pa širjenje besedišča. Maj, čestitka, branje, pisanje, potem tule vejce, jezikovna tema, opis, spet pravopis narek, torej spet ne bo nobene teme v delovnem zvezku, boste pa izvedli uro ob nareku morda še kako didaktično igro, kaj utrjevanja, potem poslušanje z razumevanje, pa pripovedovalno besedilo spet in zopet spet preverjanje znanja. In še junij, kot ste videli, zadnjo črko se tam v začetku maja se obravnava zadnji dve pisani črki, to sta veliki in pa mali pisani F, kot najredkejši črki v slovenskih besedah, sta zato tudi zadnji.
in potem v mesecu juniju, torej od začetka maja pa potem do konca šolskega leta je čas za utrjevanje pisanih črk. Vmes pa potem se ta besedila zopet v mesecu juniju, branje z razumevanjem, pa potem opisovalno besedilo in pripovedovalno besedilo, skratka utrjevanje in na koncu zopet pokaži naletu svoje znanje. Toliko sem imela za povedati v zvezi z delovnim zvezkom, zdaj pa bi na hitro predstavila še nekaj strani bralne knjižice oziroma koncept bralne knjižice 2. Zdaj, tisti, ki poznate prvo knjižico, veste, da v prvi knjižici je polovico bralne knjižice zajemajo velike tiskane črke, na 2 straneh je predstavljena vsaka črka od zloga, torej postopno branje od zloga do besedila. No, približno tak koncept, s tem konceptom gremo tudi naprej, vendar pa je treba upoštevati, smo upoštevali, kaj učenci že znajo in tudi, kako bo potekala sama obravnava teh tem v delovnem zvezku. Torej, če se spomnite, sem prej rekla, da so v prvem mesecu, torej v mesecu septembru, na programu velike tiskane črke, da se jih utrjuje, tisti, ki pa že te obvladajo, bodo seveda te utrjevali. Zato bo v bralni knjižici na začetku nekaj strani namenjenih malo krajšim slikopisom, tudi kakim besedam, zato da učenci to utrjujejo in tudi potem daljšem tem slikopisu, kot je recimo ta, ki sega na 2 straneh. Ohranili smo te obrazke, torej smejalka, smejalček, sredinko in pa žalostinko, torej učenec sam vrednoti svoje branje, zdaj nekdo, ki še dobro ne zna brati oziroma ima še malo težav s tekočnostjo branja, bo morda prebral samo to stran in bo ovrednotil to stran, pa si bo danes naredil tule žalostinka, si bo postavil na cilj, da morda do konca tedna pa prebere, zvadi tudi to in vam na koncu tedna pokaže, pove, aha, to pa to sem prebral, preverite in si potem tudi sam naredi, označi veseljaka oziroma smejalka. Torej, da učenec sam postavlja cilje in napreduje, hkrati pa za seboj pušča smejalčke in to, kaj on že vse zmore. Kot sem že pri prvi knjižici rekla, bralni listi gredo v smeti, ne nudijo otroku motivacije v tem smislu, da ne vedo, da ne vidijo svojega uspeha, oziroma vse to, kar so že uspeli, zmogli narediti. Potem pridejo za temi velikimi tiskanimi črkami, potem pridejo pride tema male tiskane črke in tako kot si bodo sledile te male tiskane črke v delovnem zvezku, si bodo tudi v bralni knjižici. Nič za to, ni nobenih težav, če vi ne boste obravnavali malih tiskanih črk v tem zaporedju, kot bodo v tej knjižici oziroma v delovnem zvezku. Zato, ker se da vse pokombinirati in se da prilagoditi, morda kakšen dan ali pa pol tedna ne boste, ali pa en teden ne boste imeli ravno tisto zaporedje, ampak vse se da prilagoditi. Tu so te prve črke, ker so enake velikim tiskanim, zato so na 4 straneh, to in to stran imate. Najprej je prikaz teh črk in potem so zlogi, preprosti zlogi, pa besede po zlogovalni metodi napisane. Torej zlog temen, pa potem zlog svetel. Ivo, Ivo, Izo, Izo, Joži, da lahko zlogovalno metodo malo pospešimo učenje tehnike branja in to tekočnost branja.
In potem na drugi strani besedne zveze, oziroma besede, pa morda besede, ki jih ne poznajo, pa so iz teh črk, jih lahko sestavimo, zato je podpora, slikovna podpora. To pomeni, da ne samo da učenci berejo, ampak tudi razvijajo besedišče. Morda vsi si zagotovo ne bodo zapomnili, da temu predmetu rečemo ciza, nekdo pa, ki je sposobnejši, pa bo to zagotovo, se mu bo zdela beseda morda zanimiva in si bo to zapomnil. Zato je ta bralna knjižica namenjena ne samo branju, ampak tudi razvijanju besedišča. No, in potem imate besedne zveze, modre oči, poln voz, listate uši, pretrgani žici, malo tudi dvojine padijo. In potem povedi, v tem primeru, ker ni toliko črk, da bi sestavili neko smiselno zaokroženo besedilo, so potem tu samo povedi, suzi, suši, perilo in tako naprej. Malo v pomoč učencem, zato da se lažje prebijajo čez besedilo in da imajo občutek, da kaj oni že vse znajo prebrati. Torej, ta vrstni red črk je in po tem vrstnem redu bodo narejene tudi strani. Torej, najprej te črke, potem črke, ki segajo med črtni prostor in pa tiste, ki gredo navzdol. Potem, če se spomnite, ko sem govorila prej o delovnem zvezku oziroma zaporedju tem, sem rekla, da tam končamo, da se konča v meseca novembra, tam male tiskane črke, pa potem konec januarja se začnejo pisane črke. Vmes je torej čas za utrjevanje tiskanih črk, za branje, pisanje in v tem času, v tem vmesnem času bodo vmes tudi teme, kot je na primer ta, torej slikopisi z malimi tiskanimi črkami pridejo v ta prostor in pa potem take teme, kot je na primer ta besede s či. Torej, vi veste, da so določeni sklopi črk, ki so težko berljivi oziroma onemogočajo tekočnost branja. In v tej knjižici bo to izpostavljeno. V tem primeru imamo ta ščip. Zdaj, namerno je označen, obarvan samo ta sklop samo v tej besedi. Pri vseh drugih bo pa to naredil učenec, da že ošvrkne najprej s pogledom vse te besede, ki so zapletene, ki so težke, jih to pobarva in mu bo to omogočila, če bo tolikokrat prebral ščip, ščipalka, pa tukaj je ščip, pa tu ščip, pa tam ščip, pa spet tu, pa tu, tolikokrat in tolikokrat bo videl ta sklop, da mu zagotovo je večja verjetnost, da bo ta sklop, če bo imel kako drugo besedilo, z lahkoto prebral, kot pa če teh vaj ne bi imel. No in tako, kot sem prej rekla, v ta vmesni čas med tiskanimi in pisanimi črkami bodo vmes tudi taki daljši ali krajši slikopisi z malimi tiskanimi črkami, zato da učenec reče, wow, 2 strani sem prebral, ampak vmes je pa kar nekaj sličic in ta besedila lahko izkoristite ali za vprašanje, morda za domačo nalogo, pripravite posebno vprašanje, pa potem učenci odgovarjajo, ali morda za prepis, ali pa morda za pogovor o čem, izražanje kakih misli. To, na primer, tu je taka tema strah, strah pred temom, recimo. In potem konec januarja se začne pa obravnava pisanih črk in prve črke so te črke, zato vseh drugih črk učenci ne poznajo, ampak kljub temu so tu izbrane besede, ki imajo vsaj 2 a-ja oziroma imajo 2 a-ja oziroma 2 o-ja ali pa a in o, torej je po 1 ali po 2 črki, ki ju učenec ne pozna, čeprav podobnosti, marsikdo po podobnosti ve, katera je katera črka, čeprav pisanih črk še niste obravnavali, ampak v pomoč so jim pa potem tudi sličice. Tako da ne glede na to, da ne pozna vseh črk,
lahko malo sklepa, predvsem pa mu je v pomoč sličica. In že počasi, ne glede na to, da teh črk še niste obravnavali, on lepo bere pisane črke in ima tako dober občutek, da zna veliko že prebrati. Poleg tega pa usvaja teh 25 znakov oziroma 50 znakov, ker so velike in male pisane črke, že vnaprej, preden obravnavate. To pa še enkrat kažem vrstni red črk, ki bodo in potem seveda tem, ki bodo sledili v bralni knjižici. Na koncu pisanih črk bo nekaj slikopisov s pisanimi črkami. Tako da pokrijete, da imate od začetka leta do konca leta bralno gradivo. Tisti, ki pa presežejo to, pa seveda imajo dovolj bralnega gradiva, imajo revije, imajo tudi slikanice in lahko tam berejo. Predvsem je pomembno, da z bralno knjižico omogočite in izvajate individualizacijo. In menim, že sama oblika in veličina te bralne knjižice je primerna za branje. Niti eden, ki zdaj uporablja to bralno knjižico, ni rekel, da ni v redu, in lahko rečem, da so zelo pozitivni odzivi. Govorila sem zdaj ravno danes z eno kolegico. Veste, da ste delali nadaljavo, da so bili učenci kar dolgo časa doma, imela je prvo bralno knjižico oziroma jo imajo učenci, in je rekla, da danes, čeprav v prvem razredu niso obravnavali malih tiskanih črk in je v bralni knjižici druga polovica napisana, so strani napisane z malimi tiskanimi črkami oziroma iste teme, kot so v prvi polovici z velikimi tiskanimi črkami, je rekla, da je danes 1/3 prvošolcev, ne da bi obravnavali male tiskane črke, bere male tiskane črke. Zakaj? Zato, ker so imeli spodbudno okolje, ker so imeli možnosti raziskovati slovenščino in črke in se jih samopobudno na prijeten način, brez prisilja naučiti. In to je bistvo, da mi ponudimo učencu, da sam raziskuje, da ima en nabor nekega bralnega gradiva, ki ga lahko lista, in se ob tem listanju marsičesa nauči. Na čisto nezaveden način, predvsem pa, kar je najpomembneje, na prijeten način. Najlepša hvala za pozornost. Alenka, hvala lepa. Trenutno ni nobenih vprašanj glede slovenščine, da bi ti jih posredovala, tako da se lahko majčkeno odpočiješ, spiješ kozarec vode, pa če bo kaj, te pocukamo, velja? Hvala lepa. Lepo pozdravljeni v sklepnem delu današnjega webinarja, v katerem vam bova z avtorico za spoznavanje okolja predstavili nova gradiva za spoznavanje okolja v 2. razredu. Jaz sem Tihana Kurtin Jeraj, urednica za spoznavanje okolja, družbo mi pa dela Vanja Jovičevič, avtorica samostojnega delovnega zvezka za spoznavanje okolja v 1. in v 2. razredu. Zdaj verjamem, da vas večina gradivo za 1. razred že pozna, za 2. razred je tudi že išlo, že nekaj časa nazaj, tako da si ga lahko ogledate, prelistate in se prepričate v njegovo kakovost. Zdaj v nadaljevanju vam bo pa Vanja povedala in razložila, o čem sva pravzaprav medvi razmišljali medtem, ko je gradivo nastajalo, kaj sva želeli doseči z gradivom, kako sva to dosegli in predvsem na koga sva ves čas mislili med snovanjem gradiva oziroma koga sva imeli ves čas pred očmi. Vanja, izvoli. Hvala lepa, lepo pozdravljeni še na tem zadnjem delu današnjega webinarja. Jaz vam bom predstavila celotno gradivo oziroma prelistali bomo en del gradiva za 2. razred za spoznavanje okolja. Zdaj, tisti, ki ste bili že kdaj z nami na kakšni predstavitvi, že malce poznate koncept. Tisti, ki uporabljate gradiva
za prvi razred, pa ste tudi danes z nami, tudi že poznate koncept. Vem pa, da je danes kar nekaj vas z nami, ki ste prvič in celotnega koncepta ne poznate, zato bom nekaj besed na začetku namenila samemu konceptu. To bomo malce bolj preleteli, potem pa si bomo ogledali nekaj tipičnih strani oziroma strani, ki so zdaj bolj proti koncu šolskega leta. Če bi ga že letos uporabljali, bi zdaj obravnavali te snovi, ki jih bom danes preletela. Skozi te snovi, ki so v delovnem zvezku, pa si bomo pogledali tudi dejansko te novosti oziroma drugačen pristop. Nekaj je bilo že povedanega pri matematiki, nekaj pri slovenščini. Pri spoznavanju okolja smo dali pa še, bom rekla, dodaten poudarek na samo socializacijo učencev v razredu in pa hkrati na razvoj nekega uporabnega znanja, če se tako izrazim, kajti v teh delovnih zvezkih, v delovnem zvezku za spoznavanje okolja boste zaznali v primerjavi z ostalimi gradivi, ki jih poznate, kar precej novosti oziroma različnih dodatkov, ki so zelo specifični oziroma jih najdete samo pač pri nas, pri učnem gradivu Moj Nande 1 oziroma Moj Nande 2. Torej, v delovnem zvezku niso le oporne naloge za doseganje teh učnih ciljev, ampak so bolj konkretne aktivnosti, torej učenci so pri nalogah oziroma aktivnostih, ki so v delovnem zvezku za spoznavanje okolja, zelo aktivni. Pouk je naravnan predvsem na učenca, zato da se ga spodbudi, da razmišlja, da se ga zbudi, da njegovi možgančki začnejo delati in kot vemo, so strokovnjaki nekako enotnega mnenja, da se učenci najlažje učijo skozi igro, največ pa si zapomnejo, če je kombinacija igre in gibanja, pač v tej kombinaciji, če jim podajamo učno snov. Zato boste pri spoznavanju okolja lahko imeli zelo, zelo aktiven pouk. V delovnem zvezku je ogromno aktivnosti, ki bodo otroke spodbudili, da bodo zelo aktivno delali. To pomeni, da ne bodo le opazovalci, vi učitelji pa aktivni udeleženci pouka, ampak da bo ravno obratno, da boste učitelji opazovalci, organizatorji, učenci pa tisti zelo aktivni udeleženci pouka. Seveda na prvi pogled mogoče to zgleda malce težko, vendar če jim ponudimo prave dejavnosti, če jim ponudimo pravo učno okolje, za njih pa je pravo učno okolje seveda igra, je to potem pouk, ki steče samo sebe, navdušeni učenci in zadovoljni učitelji pa so rezultat takega pouka. Da vam bo pri vsem tem, pri sami izvedbi vsega skupaj lažje, boste zdaj več razumeli, o čem govorim, ko bomo prelistali sam delovni zvezek oziroma ko si bomo posamezne naloge ogledali. Hkrati naj pa povem, da imamo ogromno podporo oziroma da so v ozadju priprave, učne priprave, kjer boste našli ogromno idej, kako izvesti učne ure po tem delovnem zvezku. Delovni zvezek je samo neko okostje učne ure, kjer boste lahko določene dejavnosti, bodo učenci izvajali določene dejavnosti v pripravah, boste dobili pa ogromno idej, kako dejansko, bom danes tudi majčkeno povedala pri posamezni nalogi, kako lahko dejavnosti izvedemo, da je seveda potem še toliko bolj zanimiva, predvsem pa, da je še bolj učinkovita. Zdaj že v prvem delu smo dali velik poudarek na letne čase. Torej, nekako skozi, če gledamo prvi razred in tudi drugi razred, se vse to nadaljuje. V prvem razredu smo dali vse letne čase vezane na življenjsko okolje gozd, v drugem razredu smo jih pa vezali na življenjsko okolje vrt. Torej, in seveda prilagodili vsem učnim ciljem, ki so namenjeni obravnavi v drugem razredu oziroma ki jih moramo v drugem razredu doseči. Ogromno učne snovi, ogromno učnih ciljev lahko ravno preko letnih časov otroci zelo dobro usvojijo, ne samo zelo dobro. Jaz sem mnenja, da celo določene vsebine lahko preko letnih časov usvojijo na tak način, da jih šele takrat razumejo, ker bistvo je, da otroci razumejo, kaj delajo, da znajo to povezovati, in te vsebine, ki so naravoslovne, oziroma cilji naravoslovnih vsebin v drugem razredu se zelo velikokrat odlično povezujejo z letnimi časi. In to boste videli, da je vse vpleteno v, recimo tukaj imamo Jesen na vrtu, vse učne teme
18 jih je, se začnejo s takim stripom, kot ga vidite. V stripu nastopata papagaj Nande, deklica Pija in deček Peter. In vedno se nekaj pogovarjajo. Največkrat je to priklic že znane vsebine, ki jo nekako že poznajo ali čisto tako iz življenja ali pa iz prvega razreda, ali pa je v stripu tudi malce napovedi, o čem se bodo v prihodnjih urah oziroma v prihodnji učni temi pogovarjali oziroma o čem se bodo učili. Potem je vedno vezan letni čas na rastline v tem letnem času, živali, ljudi v tem letnem času in pa nekaj tudi o vremenu. Torej, zelo pomembno je, da se vsebine nadgrajujejo in hkrati med seboj povezujejo. Bom potem pri posameznih nalogah kaj več tudi povedala. V delovnih zvezkih ni nalepk, kar se mi zdi zelo pomembno poudariti, kajti tudi v drugem razredu otroci morajo še zelo razvijati, večina otrok še precej razvijati prstke, da si izboljšajo grafomotoriko. Zato smo dodali tale piktogram, kot ga vidite tukaj nad prvo nalogo, torej, da morajo otroci precej vsebin ali pa kar nekaj vsebin, ki jih morajo izstrižiti iz priloge in potem prilepiti. Tukaj konkretno živali, pač zimske zaspance oziroma glede na to, kje živali zimo prebijajo, ali spijo, ali utrpnejo, ali jo pa prebedijo. No, potem je vrt spomladi in pa, to so zdaj samo dve strani, seveda letni čas zajema veliko več strani kot samo dve strani, to je samo toliko za vzorec, da si znate predstavljati in da veste, da je v delovnem zvezku kar precejšen poudarek ravno na letnih časih. Tukaj je pa še zadnja učna tema oziroma učna tema proti koncu šolskega leta, poletje na vrtu in na travniku. Zdaj sem pa pripravila dve učni vsebini, ki bi bili na sporedu, če bi uporabljali delovni zvezek že v letošnjem šolskem letu oziroma tisti, ki ga boste imeli te dve vsebini, živim zdravo in potem v nadaljevanju še ena, ravno v tem času, kot smo zdaj. Torej, zopet se vsebina začne s stripom. Zdi se mi pomembno še to, mogoče da poudarim, da v delovnem zvezku ni nekih izrazov, ki jim otroci niso dorasli. Torej, v delovnem zvezku so izrazi, ki jih otroci razumejo, so izrazi, nekaj izrazov se morajo seveda na novo naučiti, ker je pač en razred višje so, eno leto so starejši in seveda pridejo tudi novi izrazi, ampak predvsem je pomembno, da ni vsebin, ki ne bi bile prilagojene njihovi razvojni stopnji. Torej, da vsebine, ki jih obravnavamo, razumejo in besedilo, ki ga preberejo, da razumejo, da je prilagojeno in z izrazi in z vsebino njihovi razvojni stopnji. Torej, vidite tudi tukaj, da so aktivne naloge, kjer je kocka, je vedno neka igra, kjer sta dva takale oblačka, pomeni, da je igra v paru, in pa potem imamo spet piktogram za rezanje oziroma striženje in lepljenje. Tole sta potem naslednji dve strani. Že prej sem omenila, da se naloge povezujejo oziroma nadgrajujejo oziroma vsebine. Tukaj imamo nalogo, kjer bodo otroci ponovili, tole na drugi strani prva naloga, če vidite, ki imam kazalko, torej otroci bodo s tem ponovili vsebino, ki so obravnavali že v prvem delu šolskega leta, to je noč in dan učna tema oziroma učni sklop v tem delovnem zvezku, kjer se učijo dele dneva in pa glede na to, kje je sonce v določenem delu dneva. Zdaj bomo pa to povezali z zdravim načinom življenja oziroma živim zdravo, s to vsebino, in tukaj pa bodo z deli dneva povezali obroke, ki jih imajo in hkrati tudi seveda sestavljali, kaj jejo za zajtrk, za kosilo in za večerjo. V delovnem zvezku je veliko ilustracij, hkrati je pa tudi precej fotografij realnih, tako da je kombinacija in ilustracij in fotografij. Veliko je igrivih nalog, kot je recimo tale, potem jih bomo v nadaljevanju še malce več pokazala. Tukaj imamo spodaj, če pogledate na strani 100, supergico, torej vsaka učna tema vsebuje vsaj eno gibalno nalogo. Še več gibalnih nalog oziroma idej za gibalne naloge boste imeli v pripravah, tako da če boste imeli čas, voljo izvajati gibalne naloge z otroci, vam idej ne bo manjkalo, verjamem pa tudi, da boste s tem, ko boste prebrali kakšno idejo že napisano v pripravah ali pa v delovnem zvezku, dobili še kakšno svojo in seveda ure še dodatno popestrili. Mogoče bi ob tem povedala še to, da
v delovnem zvezku ni odvečnih vsebin. To pomeni, da tisti, ki želite delati po delovnih zvezkih, pa vendar želite dodajati svoje vsebine, dodajati svoje ideje, boste imeli za to več kot dovolj časa. Posamezne naloge so zato, ker ustrezajo pač učnim ciljem, ki jih moramo doseči, drugače pa, če boste delali samo nalogo v delovnem zvezku, vam bo veliko časa še ostalo. Tisti pa, ki želite imeti ure izdelane, imate pa v ozadju priprave, pa tako kot smo imeli v letošnjem šolskem letu, nekako načrtujemo tudi v prihodnjem šolskem letu minutke, kjer se avtorji potrudimo, da vam damo tudi dodatne ideje, kako izvajati določene učne vsebine, in mislim, da vsaj po nekako povratnih informacijah učiteljev, ki so bili prisotni na teh minutkah, so ideje kar precej zanimive, dobrodošle in vse veste, ideja sproži idejo, od nas dobite določene, vi pa potem dodate še svoje. No, tukaj pa vidite pri 8. nalogi na drugi strani, še to bi povedala, pri vseh igrah, torej gibalnih, kjer je superga, in namiznih igrah, kjer je kocka, imate navodila na zadnjih stranih delovnih zvezkov, tako kot pri ostalih dveh predmetih, torej slovenščini in matematiki, je tudi pri okolju na zadnjih straneh navodilo za izvedbo teh iger, kar je tudi dobro, da če otrok manjka, da vam ni treba navodil pisati staršem, ampak lahko sami preberajo v delovnem zvezku in se z otrokom pač igrajo, če želijo. Večkrat boste srečali tudi takle vprašajček, to je naloga za razmišljanje. Cilj teh nalog je, da v bistvu lahko na tako vprašanje odgovarjajo vsi otroci. Ker tukaj ni vprašanje, da nekdo odgovori pravilno, drug pa narobe, ampak so vsi odgovori pravilni, ker je cilj vprašanj, da otroci nizajo čim več idej. Zdaj tukaj je eno tako, drugače so ta vprašanja zelo odprta vprašanja. Tukaj je recimo vprašanje, kaj pomeni pregovor eno jabolko na dan prežene zdravnika stran. Mi vemo, kaj pomeni, otroci pa verjamem, da bodo to razlagali še po svoje in bodo imeli še dodatne ideje. Drugače so pa ta vprašanja zelo odprta, kjer praktično lahko otroci nas zelo presenetijo z ogromnim številom idej in njihova domišljija vemo, da velikokrat nima ravno meja. Torej, v delovnem zvezku je tudi zelo veliko aktivnih nalog. To sem že v uvodu povedala, da je učenec tukaj zelo aktiven člen učnega procesa in ni samo opazovalec in praktično ni nalog, kjer bi otrok mogel samo povezati, obkrožiti, ker pri teh nalogah ni kaj dosti aktiven. Malo pogleda levo, desno, pa hitro naredi tisto črto oziroma nekaj obkrožja. Recimo primer ene zelo aktivne naloge ali pa take bolj aktivne naloge je v okviru te učne snovi Živim zdravo, da ne naštevajo otroci samo zdrave pa nezdrave jedi ali pa obkrožijo zdrave pa nezdrave ali pa rišejo zdrave in nezdrave. Pač to so neke take že znane in splošne aktivnosti, sem tukaj dodala jedilnik. Jedilnik je ovrednoten z nekimi točkami. Otrok prebere jedilnik in sestavi potem jedilniku svoje kosilo. Seveda je namen, da sestavi neko zdravo kosilo, vendar mora to zdravo kosilo vsebovati predjed, glavno jed s prilogo, solato, sladico in neko pijačo. Torej, s tem bo otrok izčrpal iz jedilnika tiste stvari zdrave, lahko bo morda dodal tudi kakšno malce manj zdravo, zato da bo kosilo bolj slastno, vendar bo moral na koncu sešteti točke. In če je zbral, zdaj tukaj še povečan jedilnik in pa povečano tole njegovo kosilo, če je zbral do 8 točk, je njegovo kosilo zdravo, če jih je zbral preveč, mora kakšno stran, kakšno jed stran, pa novo vključiti in tako naprej. In iz te naloge lahko potem izpeljuje razne ideje, da sestavi kosilo za mamo, za očeta, za prijateljico ali večerjo ali karkoli. Ena taka aktivna naloga. Vsak sklop se tudi pri spoznavanju okolja zaključi z pokaži Nandetu svoje znanje. Pri teh preverjanjih znanja v bistvu to lahko uporabite kot preverjanje pred ocenjevanjem, kajti vse te naloge zajemajo učne cilje, ki smo jih obravnavali v preteklih urah, in s tem preverimo, s tem pokaži Nandetu svoje znanje, vedno preverimo, ali so učne cilje dosegli. Tako kot pri ostalih dveh delovnih zvezkih, torej slovenščini
slovenščini in matematiki so tudi tukaj neki, bom rekla, zametki formativnega spremljanja. To ni formativno spremljanje dejansko, ampak otrok se lahko samovrednoti s pomočjo teh obrazkov, vendar to je stvar učitelja, ali se bo odločil, da se otrok samovrednoti ali ga ovrednotite vi po vnaprej dogovorjenih kriterijih, da vedo, kakšen znak oziroma morda celo z barvo lahko določite, če je tale nasmejan obrazek, imate lahko dva nivoja neznanja, torej dve različni barvi, ena pomeni boljše znanje, druga pa malce slabše. Torej, to je vaša stvar, ampak hočem povedati to, da v bistvu pri teh preverjanjih znanja lahko to uporabite že kot preverjanje znanja, lahko morda celo uporabite naloge, katere samo malce spremenite za ocenjevanje in imate že sestavljeno ocenjevanje za pretekle sklope. No pa še ena, to je pa tudi učna snov, ki bi sledila Živim zdravo, to je predzadnja učna tema v tem delovnem zvezku, zadnje potem poletje, to je spoznavam okolje in skrbim zanj, torej zelo aktivna tema, tudi za obravnavo zelo luštna. Jaz mislim, da boste že v samem delovnem zvezku dobili kar nekaj zanimivih aktivnosti za izvedbo, hkrati bom pa v ozadju ob kakšni priliki dala še dodatne ideje za izvedbo konkretno te teme, ki je res lahko zelo, zelo aktivna, od katere lahko otroci zelo veliko odnesejo. Recimo zanimiva je tale prva naloga, kjer je kombinacija stripa in pa realne fotografije. To se mi zdi, da otroke, stripi jih tako ali tako pritegnejo, vemo, da jih imajo radi, a ne? Realna fotografija je pa tista, ki jih nekako postavi v realno okolje, v tem smislu, da si znajo to predstavljati tudi v njihovi okolici, a ne? Dobro, tukaj iščejo pač različne dele pokrajine, a ne, in hkrati berejo, kaj teli naši trije junaki se med seboj pogovarjajo. Potem na naslednji strani, velikokrat so vključene, to bom tudi v nadaljevanju še nekaj jih pokazala, križanke, predvsem pri temah, kjer pač so z otrokom morda, recimo tukaj so sličice življenjskih okolij, ki morda niso vsem najbolj znane, a ne, in tukaj je že fajn, da se uporabi kakšna taka igriva naloga. Zanimiva je tale naloga. Na prvi pogled precej nejasna, a ne, to je fotografija nekega kraja, letalska fotografija, kjer so že vrisani simboli. To je dejansko nek kraj, kjer so te stavbe postavljene, tukaj, kjer so simboli narisani. Zdaj, okoli te naloge vi lahko naredite celo učno igro, in sicer tako igro bom verjetno v nadaljevanju v prihodnjem letu še potem posebej predstavila, ampak mogoče, da si znate predstavljati, kakšne ideje vse imate v pripravah in kakšne ideje boste dobivali za izvedbo ure. Recimo tukaj se lahko naredi ena super didaktična igra, kjer otroci naštevajo asociacije na posamezne inštitucije, ne, se pravi na pošto, različne asociacije, lahko jim že pripravite asociacije, pa potem po različnih poligonih sestavljajo skupaj, imajo postaje, kjer je pošta, kjer je trgovina, kjer je zdravstveni dom, kjer je, ne vem, šola, avtobusna postaja in se različne asociacije zbirajo na posameznih postajah. In potem je ta naloga, ki je v delovnem zvezku samo pika na i za zaključek, da oni vse to ponovijo, kar so sami, čisto sami spoznali preko vaše aktivnosti, ki ste jim jo pripravili. Se pravi, vi ste organizirali aktivnost, preko katere so učenci sami učno snov v bistvu obdelali, v delovnem zvezku pa samo pikco na i na koncu naredijo in bo ta naloga rešena zelo, 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 zelo hitro. Torej, to je tisto, kar sem prej rekla, da so v bistvu aktivnosti v ozadju še pomembnejše oziroma zelo pomembne in naloge v delovnem zvezku v bistvu samo za zaključek aktivnosti, zato da nekako utrdijo in pa potrdijo tisto, kar so sami dosegli, do česar so sami prišli. Potem recimo nadaljevanje te naloge, pa potem tudi zelo aktivna naloga. Učiteljica mora našega Nandeta, Nande se ves čas prepleta, Nande je res tisti junak, ki jih spremlja od prvega razreda naprej, oziroma je zelo aktiven v drugem razredu. Torej, Nande ne ve, kje je knjižnica, učiteljica mu je dala navodila. In tukaj učiteljica govori navodila, ki so vezana na tole sliko. Pripeljati moramo Nandeta do knjižnice. Otroci se dejansko na realnem zemljevidu orientirajo in pripeljajo, po simbolu bodo vedeli, kje je knjižnica, simbol bodo sami vrisali in pripeljali Nandeta do knjižnice in potem temu sledi ena gibalna naloga zemljevid.
Ena od nalog, ki se mi zdi tudi fajn, da jo mogoče malo izpostavim, je tale, to je na naslednji strani te učne teme. Zemljevid Slovenije smo vključili v delovni zvezek. Osnovna naloga tega zemljevida je, da otrok poišče kraj, v katerem živi. Če ga ni, pač poišče nek bližnji, večji kraj in svojega doriše. Ampak dejavnost, ki jo vi lahko izvedete s tem zemljevidom, je za otroke še veliko bolj mogoče interesantna, pa tudi v bistvu z njo bodo pridobili ogromno. Naprimer, vi lahko rečete, jih date v skupine, jim rečete, poiščite, ena skupina, poiščite besede, ki so skrite v različnih krajih, naprimer. Druga skupina bo imela neko drugo nalogo, mogoče rečete, poišči določen kraj, poišči skrito besedo in sestavi uganko in morajo druge skupine ugibati, za katero skrito besedo gre v besedja. To so aktivnosti, ki so ali v pripravah, ali bodo razložene v minutkah, s katerimi boste lahko zelo popestrili ure. Hkrati pa, če vi otrokom rečete, poiščite kraje, pa pogledajte, v katerih se skrivajo kakšne skrite besede. Tako kot se recimo v Velenju skriva len, kot se v Mariboru skriva bor. In skozi to lahko vi sestavite morda kakšno uganko, v katerem mestu, slovenskem mestu se skriva drevo, ki ima iglice recimo, ali pa dolge iglice, ali mogoče še kakšen namig date. Zdaj nekdo ne bo pogruntal, zakaj se gre. Nekateri bodo pa takoj razumeli, kaj so to skrite besede in bodo zelo hitro poiskali nove kraje. In to ni nujno, da so tisti najbolj pridni učenci, lahko pa so tisti, ki sicer morda ne pridejo tako do izraza. Ampak s tako dejavnostjo bodo otroci prečesali zemljevid Slovenije po dolgem in počez, ne da bi jim bilo to težko. Oni se bodo igrali, iskali kraje, iskali skrite besede, brali in hkrati česali Slovenijo. To so aktivnosti, kjer je otrok res zelo aktiven in s čimer res pridobiva uporabno znanje. No, tudi ta učna tema se zaključi z rubriko Pokaži nam, da to svoje znanje. V delovnem zvezku je nasploh zelo veliko igrivih nalog, recimo tukaj vidite v učni temi vreme je vključen rebus. Ta rebus je zanimiv zato, ker je beseda vremenoslovec za otroke v drugem razredu za marsikoga precej težko izgovorljiva. Dolga beseda, morda težke črke skupaj zložene, ampak če jim, pa morda se kdo tudi malce težje zapomne, vendar ta beseda je sestavljenka iz 3 besed, vreme, nos in lovec. In tukaj je lepo z rebusom to narisano in morda ravno zaradi takega načina podajanja določenega izraza, ki si ga morajo ali pa želimo, da si ga zapomnejo, si bodo otroci to bistveno lažje izgovorili in si zapomnili. Rebusov je kar nekaj, na več različnih koncih v delovnem zvezku. Rebusi so za otroke v drugem razredu lahko precej težki, recimo niso čisto neka lahka stvar za otroke, vendar, ko otrok razume, kako se rebus rešuje, boste videli, da bodo marsikateri otroci, ki morda niso, oziroma tako bom rekla, tisti pridni, res pridni otroci, ki vedno vse naredijo, vedno vse rešijo, ni nujno, da so vedno tudi najbolj bistri. V razredu imamo tudi zelo bistre otroke, ki so zelo živahni in ne pridejo vedno najbolj do izraza, vedno jih mirimo in so pa mogoče zelo bistri in bodo taki otroci zelo hitro pogruntali, kako se rebusi sestavljajo. Takim otrokom bomo tudi ostalim, dali neko pot, kako si lahko stvar lažje zapomnijo, tudi za naprej. Oni bodo sami, boste videli, sami prišli do vas, učitelj, jaz sem pa sestavil rebus na to in to besedo, recimo, ali pa na to in to temo. S tem smo ogromno naredili, s tem smo zmagali pri otrocih. Če smo jim to dali, da jih naučimo, kako si stvar zapomnijo, kako se lažje naučijo. Kaj lepšega je, da otroku v 2., 3. razredu lahko ponudiš kot to, da mu pokažeš pot, kako naj se zadevo nauči. To je še bolj pomembno, kot da se nekaj na pamet nauči. Tisto na pamet je kratkotrajno, to je pa lahko eno zelo uporabno in dolgotrajno znanje. No, kot sem že rekla, je kar nekaj križank vključenih v delovnem zvezku. Križanke otroci zelo radi rešujejo, tudi druge različne igrive naloge, tukaj imamo pri spomladanskih znanilcih zopet rebuse, pa križanko pri delih zvončka.
Tudi kar nekaj ustvarjalnih nalog je, recimo pri učni temi Nekoč in danes je ena taka, se mi zdi, posrečena naloga, malce drugačna naloga, kjer se pojavi ena staro svetilo, petrolejka, otrok mora sem narisati, kaj danes uporabljamo za svetenje, torej tukaj bodo narisali različna svetila, pa kar pustimo, naj jih narišejo vsak po svoje, kaj bomo pa uporabljali v prihodnosti. To je pa že izziv tudi za nas odrasle, ne. Vse so že pogruntali, kaj bi lahko še pogruntali, da bi s čimer bi svetili, a ne. Tako da tukaj bodo otroci razvijali svojo ustvarjalnost, naj imajo ideje, naj se izmišljujejo stvari, naj razvijajo svojo kreativnost. Spoznavanje okolja je odlično tudi za povezovanje informacij, za razvijanje ustvarjalnosti, za krepitev ustvarjalnosti, a ne, in to je treba izkoristiti pri tem predmetu. Potem v delovnem zvezku se pojavijo različne delavnice, kjer otroci izdelujejo izdelke. Pomembno je to, da so delavnice take, da otrok zmore sam narediti, ne, da ne potrebujete ne vem kakšnega materiala, da je ves material, ki ga za delavnice potrebujete, praktično pri roki. Pri celotnem kompletu, učnem kompletu Kovček Moj Nande 2 otroci dobijo 20 namiznih iger, 6 namiznih iger, torej prav z igralnimi ploščami, take plastificirane, zelo kvalitetne in luštne tudi na pogled, pa zelo uporabne. 6 namiznih iger je vezanih na teme iz spoznavanja okolja. Tako, jaz sem na hitro preletela v bistvu delovni zvezek za osredotočila sem se predvsem na teme, ki bi bile v takem času na sporedu. Zdaj pa, če ima kdo še kakšno vprašanje, verjetno ste ga že napisali, drugače pa predajam besedo Tihani. Hvala lepa za pozornost. Vanja, hvala lepa za tvoj prispevek današnjemu webinarju. Vprašanj ni, tako da verjetno smo bili precej izčrpni skozi celoten webinar. Bi pa samo še Hemo prosila, če ste morda sledili dogajanju na Chat and Answers, smo se pogovarjali o formatih zvezkov, ki jih imamo za motivi Moj Nande, in je zdaj Hema raziskala vse v zvezi s formati zvezki, pa vam bo povedala. Izvoli. Tihana, hvala lepa. Ja, kot ste pisali, ena učiteljica je napisala, da imamo formate zvezkov A4 in A5, kot je videla v katalogu. Res je, do lanskega leta oziroma do letošnjega leta smo imeli samo te zvezke, kot jih zdaj vidite na sliki, zvezke, ki jih že poznate. Za prihodnje šolsko leto pa pripravljamo nove zvezke, ki bodo prav Nandetovi zvezki. Izgledali bodo takole. So pa brezčrtni, veliki karo, črtni z vmesno črto, navadni črtni in zvezek, ki ima na eni strani črte in na drugi strani je brezčrten. Bodo pa vse te verzije zvezkov v formatu A4 in v formatu B5. Pomeni, da vsi zvezki, kakršnih ste navajeni in kakršne uporabljate v šoli, bodo na voljo tudi z Nandetovo podobo, da bo učenci še bolj imeli vse usklajeno. Hvala, Tihana. Prosim. In mogoče še dodam, da zvezki bodo pa za nakup na voljo v knjigarnah, ne? Ja. Tako, mislim, da lahko počasi sklenemo današnjo druženje, ura je že precej pozna. V zadnjem času smo vsi posvojili razne Zoome in Teamse, ampak moramo upoštevati priporočila, da vsekakor ne smejo biti tovrstna srečanja predolga. Tako da hvala vam, da ste danes držali z nami do konca. Upam in verjamem, da so bile informacije za vas koristne. Naj samo še za konec povem, da če bi si želeli ogledati naša gradiva Nande 1, Nande 2, nam lahko pišete na ucbeniki@mkz.si in vas bomo povezali s promotorjem, ki vam bodo predstavili gradiva in naše portale učimte.com in učimse.com, in o predstavitvi vam bodo promotorji tudi dodelili kodo za 60-dnevni promocijski dostop do portalov. Tako, zdaj pa res še čisto zadnji stavek. Hvala lepa za vašo družbo, meni je bilo lepo, upam, da tudi vam. Hvala seveda tudi vsem predavateljicam. Srečno in upam, da se kmalu zopet vidimo na kakšnem podobnem webinarju. Hvala lepa in nasvidenje.